Dale živijo. Lepo zdrav sem skupaj. Za nami je Festival 202, katerega zelo pomemben del si bil. Si zadovoljen z nastopom? Osebno sem jaz čisto zadovoljen z nastopom, pa upam, da še kdo, ne. V publiki je bilo fajn, se mi zdi, tudi ostali nastopajoči, mislim, da smo dosti kolegi, pa mi zdi kar rekel. Mogoče bi jaz malo drugačen vrstni red naredil, ne toliko zaradi sebe, ampak ja, zaradi drugih, kaj pa vem. Ne dajem si neke samopomembnosti, čeprav sem imel res dober timing, 9:30 zvečer je bilo. Tako da še nehu, publike lepo ogromno iz cele Slovenije, tako s Prlekije, s Pobale, res super. Ja, perfektno je bilo. Sam sem užival, moram reči, sploh ob tvojem nastopu, pa ne zato, ker si danes naš nedeljski gost. Zakaj pa? Zato, ker sem v bistvu vrstnik, zato se tudi tikava in ker sem v bistvu odraščal z roko v roki s tvojo muziko in te spremljal že res od samih začetkov, tudi od tistih pred prvo plato, o kateri bova hočeš, nočeš, kakšno tudi rekla. Če govorimo o koncertu, v kakšni fazi si takrat, ko si na odru, adrenalin, kaj te preveva? Nekako je tako, ne, ko gremo čez prvi komad, ko pa vem, da je dober zvok, ali pa približno kje smo s soundom na stageu, se pravi na odru, takrat sem pač v vlogi sproščenega nastopajočega. Upam, ne, saj, to je namen, ne. Ker če nisem sproščen, pa tudi nastop je lahko malo vpliva. Ampak z leti, s prakso, mislim, da ni, vsaj zadnje čase ni benih resnih težav, bi rekel. Govorimo o tehničnih težavah, seveda. Trema je pred nastopom še vedno? Mislim, jaz temu zmeraj rečem neka odgovornost do publike, da imam jaz dober nastop. Ker se mi zdi, če nekdo pač komita, se pravi, investira svoj čas, da pride tudi zelo oddaleč, ne. Imam ljudi, ki hodijo na koncerte redno, pa so iz mogoče čist drugih krajev. A veš, lahko igramo v Mariboru, pa nekdo iz Hrastnika pride in obratno, pridejo na obalo, spet iz Hrastnika ali pa z Novega mesta in, a veš, sigurno sem jim jaz dolžen dober nastop, ne glede, kako se imamo mi na odru, ne. Ena taka odgovornost, ki je v tebi, ko greš na odru. Ja, zato imamo pač tudi tonske vaje in vse tisto, kar pride zraven. Zanimivo, da si star ravno toliko, kot je star hip-hop, ki se je v bistvu rodil kot upor afroameriške in latinoameriške mladine proti revščini pa segregaciji. Temu, da je treba na glas povedati tisto, kar te moti, si na začetku 90-ih kot pionir slovenskega repa, hip-hopa sledil tudi sam. Ki je danes 30 plus let kasneje ta pravzaprav subkultura v Sloveniji, ima sploh še kaj skupnega s temi koreninami? Jaz mislim, da ima, čeprav je zdaj žanrsko hip-hop kar precej razširjen, dejansko ni več subkultura, dobesedno mainstream, mogoče ne toliko v Sloveniji, kakor bolj po svetu, seveda, ker imajo bolj temnopolte, pač domačine zdaj že in po Evropi in marsikje drugje. Ampak moram sam nekaj bi pripomnil, ni samo rato hip-hop kot upor, ne, ampak tudi en del zabave, ne, ker posledično en del hip-hopa izhaja, ali pa vsaj prvi, ne, izhaja iz disco groovov. Ampak dejansko pa je začel gospodje, predvsem Grandmaster Flash, imeti malo take resne, ne politične tekste najprej, ti so bili pa bolj Public Enemy, pa te skupine že v ta drugi fazi, ja, rečemo tismo, ki je zdaj classic hip-hop, ne. Te early grandfathers so pač imeli dosti socialno angažirane tekste, še predvsem zato, ker so iz New Yorka, ne. V bistvu zadeva izhaja iz New Yorka, pa se je to širilo na razne obale USA in tudi tlele. Kaj pa pri nas, zdaj, če primerjava hip-hop, rap danes in pa pred 30 plus leti, lahko potegneva kakšno usporednico? Jaz že, ko sem bil otrok, ne, tam med 10 pa 15, v Sloveniji se je pojavilo repanje. Recimo v komadih od Moulin Rouge. Ali pa, ali pa, čak ne spomnim se, je bil en komad v filmu Poletje v školjki, ki tudi nekaj tako malo rimajo, ne. To ni zdaj čisto noviteta, tisto, ko sem jaz prišel s prvim albumom, ne.
pred mano ipak je Jure Košir izdal album. Ne, jaz sem imel že prej 2 benda oziroma v 2 projektih. Ampak to, da dela rap, še ne pomeni, da je sposoben. Ne? Tako je bilo takrat rečeno. Tako da ja, pozdrav Jure, to zdaj smo kolegi in se smejemo na tisto, kako je bilo. In dejansko je tako, njemu je mičken žal, če lahko povem malo na njegovem imenu, da so, kako bi rekel, pohitrili s tistim albumom Košir Rap Team, ker dejansko so pol naredili ta Pasi kartel, pa je tisti bil bolj tak hip-hop pravi, kako bi rekel. In so mi dali tudi primeren odgovor na moje izzivanje. Eden redkih, ne, ki je ja, v bistvu mislim, da poleg Tomaža Domicla prav zares tako na sposoben odgovora. Tak rokarski primeren čin, kako bi rekel. Ja. Če smo že zdaj pri tem, zadnjič sva srečala Dominika Kozariča, ko so se dobila, ne, in mi je bilo zelo smešno, pravzaprav to je bil eden od tistih 30, ki si jih v levi sceni popluval, ne, in ti si ga vprašal, a si kaj jezen? V bistvu ne v levi sceni, ampak komadu splestenja, posvetil sem plestenjaku tist komata, ne, in sem pa Dominika Kozariča omenil, sem rekel, da s Kozaričem sta naredila komad, pa se vama sploh sanja, kaj je to funk. Tako ni bila žalitev, samo bilo tako, a vi sploh veste, kaj delate, kad tle provate neki repat, ne? Pa če sem dejansko rastel s tem gor. Kljub temu smo bili v Sloveniji, je, ne vem, radio, TV oziroma, veš kaj, jaz sem tudi veliko na Obali živel, zato ker je mati iz Kopra in smo ful gledali italijanske kanale, hkrati smo imeli pa Dario Divjaki Video Mix, ne, oddajo, ki je znana po tem, da so Dario je kakor prvi zarolil na svetu tudi video spot Thriller od Michaela Jacksona, kar nekako je prej dobil, kot vsi. Tako da smo imeli v Sloveniji kar veliko dobre glasbe, sporedno svetovno, ne. In breakdance je bil popularen in te videospoti, pa tista revija Bravo, ne. In pa smo toliko hvalili, smo gledali vse, kaj se dogaja, plus filmi so bili. Beat Street, Street Beat, zelo različne zgodbe, ki pa se kaže pač in to kulturo plesanja, grafitov, DJ-janja in repanja. Ampak če sva zdaj recimo pri albumu Leva scena, ki je leta 1994 res bil pravi boom, ne, takrat je razburkal to slovensko glasbeno sceno. Čeprav ne rad govoriš o tem obdobju, oziroma ne tako rad. Veliko sem že to ogovoril. Pa vseeno, že s tem primerom prej omenjenim, sva le na družinskem radiju, s tem prej omenjenim primerom Dominika Kozariča, ne, v bistvu ta album te hočeš nočeš spremlja. Ne. Seveda. Ta njegov duh te spremlja. Ne. Ampak pri vsem skupaj, pri tisti jezi, ki jo je bilo moč čutiti na samem albumu, ne, ko si pravzaprav se odločil, da boš povedal tisto, kar je treba povedati. Ni šlo drugače. To jezo pripisuješ tudi obdobju, da si bil mesojedec, hormoni pa mesu in tako naprej, ampak vendarle je šlo pa tudi, vsaj sam mislim, tako za eno preračunano provokacijo. Ja, sigurno en del, ne, pač jaz sem hotel res tudi narediti take sporne tekste, pač kot pravi reper, zato sem poslušal, se pravi, NWA, Public Enemy in oni so imeli toliko ostre tekste, da je dejansko že, v bistvu so bili klicani na sodišče, oziroma so bili pravno kakor zaslišani, ko je to, a je to del nekem uporu, prav organiziranem, a je zdaj to kriminal, a se sme preklinjati v komadih, a bo zdaj tle cenzura. In da jaz sem v bistvu nacionalka, brez namere tlele. Jaz sem bil en prvih cenzuriranih artistov, mogoče celo en redkih, ker sem bil dejansko s temi komadi ne vrten pol, ne. Zato je ta komad pol burek, ki je pač soft. Ker v bistvu joke, ta komad je ni bilo mišljeno niti, da gre na ploščo. Tako nazadnje smo še naredili še ta komad. Torej kot sem rekel, ena provokacija tudi je bila v zadju, pa humor, ker mi je sploh všeč. Hotel sem res ostre tekste in ker sem vedel, da je treba all in, ne. Moj namen je bil, a res forank nekaj naredim, če ne brez veze, da se to gre. Res je to. Enkrat si izjavil, da če poslušaš slovensko glasbo, ne moreš biti srečen. No, to je zdaj tako, ampak šlo je za malo širši kontekst.
Mislim, slovenska glasba na splošno ne rečem, da je vse slabo, sploh ne. Ogromno kvalitetnih je glasbenikov in tudi kolegov, še predvsem v mlajših zdaj generacijah. Ampak mislil sem to na splošno, bolj to narodno zabavno. Da to je toliko po svoje, pa bom zdaj govoril bolj o tekstih, ker mene sama muzika niti ne moti toliko, kakor ta tekst, ki je, toliko je na prvo žogo, toliko je nizek, toliko je basic, tako je, a veš, dobesedno hopa cupa, midva sva šla za Senik, jebi se, pardon. Ampak to je sam primer, kako, ne, a veš, kako reagiramo te, ki smo brali knjige, ki imamo malo razširjena obzorja in ko rečem malo, mislim ful. A veš, ne vem, ni mi jasno, da ljudje, ki so zdaj mislim, jaz sem letnik 73, ne? Vsi smo imeli bralno značko, vsi smo brali kvalitetne knjige, vsi smo obdelali kvalitetne izobrazbe, vsi smo gledali TV oddaje, kvalitetne filme svetovne in ne vem, zakaj je pa nivo tok nizek ustane, ne? Nisem jaz tako primarno against narodno-zabavni glasbi, sam nivoju, ki se ohranja, ne? A veš, brizgalna brizga pa to. To je še smešen. Ne, to je še smešen, zato ker malo provocira tole spolnost slovensko, ker ni to krščanarska v tem komadu, naprimer. To je samo en tak primer. Mlajši sploh ne vem, o čem govorim. Ampak, recimo, zdaj se je pojavila kombinacija, da imaš zdaj novodobni tehno, to pomeni, ki ni povezan z umekom, ampak je to ful hitrejši, ne, BPM, pa so narodnjaki, in zdaj so srbski narodnjaki, zdaj pa te Slovence spet to mot, ne, da zdaj njihovi otroci pa poslušajo srbsko glasbo na tehno način, sploh nobenemu je še jasno, meni je pa čisto jasno. Zato, ker se pač slovenska narodna zabavna glasba držala na podem nivoju in zdaj ne more iti v nek crossover z moderno elektronsko glasbo, pač jaz sem DJ in to spremljam multižanrsko čez generacije, ne? Nisem zdaj samo en reper, pač o čemer ponovadi ne govorimo, in pol vidim pač na dance flooru, kaj se dogaja. Ne? Dobesedno jaz, ko dobim ponudbo, pač to je tudi moj pogoj, ne? Ko grem DJ-at, recimo, jaz povem, oprostite, jaz ne rolam tipič slovenske glasbe, pa XU. Ne zato, ker ne maram, ampak to ni moja specialiteta, to nisem nikoli poslušal. Ampak recimo, če smo ravno pri tej temi, greš kot DJ na poroko. Tudi na primer, ja, seveda. Kaj pa, če je to, recimo, ne vem, balkanska muzika, želja mladoporočenca, recimo, ali pa priče? Ponovno imamo itak prej sestanek, plus ljudje, ki me povabijo za tak job, jaz rečem, je nastop, vejo, zakaj me povabijo. Ravno zato, ker jaz to ne. Pač to ni moja specialiteta, če bi kdo to želel, imamo kolege, ki pač samo to in zgolj to. Ali pa tudi to, a ne? Če gremo nazaj zdaj k tvojemu tistemu prvemu obdobju, ne, potem drugi album je bila Smetana za frende, že drugačen, manj jezen, še bolj humoren, bi lahko rekel. Ja, na drug način povem stvari. Meni mogoče še bolj pri srcu kot leva scena, ampak okusi so k sreči različni. Alien, kot ti je bilo takrat tudi uradno ime, je bil takrat res car, moram reči. Takrat ni bilo žurke brez Aliena. In me zanima, kar je meni še zmerno nenavadno. Kdaj si začutil, da Aliena v tebi ni več? To je malo tako, en del je še vedno prisoten, bi rekel, zato ker šle gre za en, mogoče malo marketing, mogoče za en moment umetniški, malo to privat življenje, malo ekipe, s katerimi sem takrat sodeloval, to se je vse spreminjalo, to so bila hitra teenagerska leta, tja do 21, 22, 23, a veš, jaz sem dosti hiter pa že po drugem albumu šel samo v DJ-anje, sem se prav hotel malo izogniti, po prvem albumu sem šel strogo samo v DJ-anje in sem se premenoval že takrat kot DJ Poha. Ja. Tudi o tem, kaj je rekla v nadaljevanju. Ja, pač DJ Poha, pač to v slengu pomeni DJ Kadi, a ne? Pač takrat smo odkrivali to marihuano in se nam je zdelo wow. In tudi seveda pomaga pri nekem relaksu, vsaj pri meni je bilo tako, in neki kreativnosti, malo drugačne vrste. In dejansko strogo DJ-jev v klubih, ker pač po tisti levi sceni je bilo omejeno nastopov, zato ker Slovenija takrat, kakor je bila vseeno
ne vem, lahko sem imel 10 do 15 nastopov kot hip-hop, rap, karkoli artist z bandom. In to je bilo to, ker tudi več nisi mogel, ker ni bilo prostora kam jeti. Ne, oziroma, obiski so bili sicer krasni pa dobri, ampak ni bilo še to razvito, ne, da bi, ko bi rekel, kar skozi nadgrajeval. Oziroma, jaz nisem čisto točno vedel, zdaj, wow, kaj pa zdaj s tem uspehom narediti? Pač to je pred obdobjem interneta, pred mobiteli. Jaz nisem imel tudi teh feedbackov od ljudstva, ne, ko bi rekel, od fanov. Imel sem sicer, pač, prodali smo toliko pa toliko cifrov, ne, po številu CD-jev, pa obiskovalcev je bilo toliko na koncertih. Nisem si pa predstavljal, da zdaj se pa to normalno nadgrajuje dalje, pa se takoj štanca nove komade plošče. Zato sem rabil tako v bistvu skoraj 5 let do naslednjega izida. Ja, pravzaprav res 5 let. Ja. Ampak takrat si bil še Alien, potem si se pa toliko spremenil, da si začutil, da je v bistvu bolje, da nisi več Alien. Ne, to je bilo še... Mislim, po Smetani za frende. Zdaj sem govoril o obdobju med do levo scene in za frende. Ja, tako, ja. Tlej sem imel pa že za sabo obdobje, ko bi rekel, in ecstasy obdobje, se pravi faza rave kulture v Sloveniji, ki se je pol še nadaljevala, ampak brez substanc. Dosti hitro sem se pol že poročil in tudi to je vplivalo, da sem se odločil za malo bolj umetniško glasbeno smer in je bila tudi, zato sem pol tretji album izdal prvič pod imenom Dalaj, ne? In takrat sem pustil Alien ime in brand. Ja. In brand je zdaj Recycleman. Trenutno je brand Recycleman, ampak tudi, ker rečem trenutno, je to že 20 let. Ja, to je res. Ja. Osebni si zdaj Dalaj Egol. Že tudi več kot 20 let. In ustvarjaš in zdaj si bova privoščila eno, pravzaprav dokaj svežo, ne? Recycleman in desno, levo. System, each planet is locked into its orbit around the sun by its particular velocity. As he talks, he paints the picture with words and with gestures. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Gledam 360, stvari so zanimive, velik manj je filtra, padajo ovire, progresiva je šokantna, tukaj ni politike, ko bagel grejo mulci, se ne ozirajo na kritike, vreme sprejemljivo, a vsem realizirajo, projekti so veliki, marsikoga bo šokiralo. Za sumljive stanje je preteče, ker jejo slabo hrano, som in tja jih meče. Denarja polne vreče so po novem digitalne, temu lahko se reče karma nove sreče. Pridejo ljudje zdaj z novimi projekti, z enim avtogramom uredijo se momenti, prijatelji se selijo, sem vesel, da jim gre dober. Ne gre sam za pozo, uredili so si podobo. Zen je zmagal, darila oživijo. Kdo bi si to mislil, ko je stal že pred Marijo? Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Knjige berem fine, na polici se nabira, prah me ne zanima, ampak zame ni ovira. Muzika latina, nova muzika bambina, folk me ni pozabil, niti jaz si Bogaina. Zmaj ima mlade, mladi imajo zmaja, muzika dogaja, od rojstva ringa raja. Jezus, Buda, Zev so junaki zbrani, če na gobi dobro delaš, jih bo srečo v Ljubljani. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozim hiter, polagano moram čakati. Drum and bass in your face.
naci party, kdo je miroljuben, je tudi miroljubljen. Life je good, smo zbrani, spaceship je z nami, umetnost mi je priča, zmaga smo že lani. Mešani smo člani vseh vetrov, more money. Hello honey bunny se dobiva ob obali, metuli so večni, galaksije in kundalini. Čili paprike so spicy, ker smo lušni, ker smo fini. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozem hiter, polagano moram čakat. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozem hiter, polagano moram čakat. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozem hiter, polagano moram čakat. Desno, levo, korak za korakom, včasih vozem hiter, polagano moram čakat. As he talks, he paints a picture with words and with gestures. Nedeljski gost Vala 202 je Dalaj Egol, recycleman, pionir slovenskega hip-hopa, repa, skater, DJ, vizualni umetnik, tudi slikar. Desno, levo, korak za korakom. Mnogi bi zaradi naslova pomislili, da gre za politični song. No ja, saj to je zelo relativno, ne? Politika v širšem pomenu je pravzaprav povsod, ne? Kaj je tisto, če zdaj kar navežem na to, kar sva zdaj tudi poslušala, besedilo je spet čisto v tvojem stilu, kako pa drugače, ne? Kaj je tisto, kar tebe danes najbolj zaposluje, tvojo glavo, kaj te spravi s tira? Praviš, da včasih napišeš tudi do 3 besedila na dan. Recimo. Mislim, 3 ideje si zabeležim, ne? Mogoče niso v celoti besedila narejena. Še en lep pozdrav tistim, ki ste se nam zdaj priključili. V glavnem, v tem komadu desno levo pač gre spet za povzetek enega mojega opazovanja, mogoče zadnjega leta, pol leta. In rečem, gledam 360, se pravi 360 stopinj, ne? Stvari so zanimive. Veliko manj je filtra, se pravi, folk se ne skriva več. Tek so barabe, desne so barabe. Levi se trudijo, pravijo, mi nismo nič kradli, to, kar ste vi. In, a veš, to mi vse vidimo in otroci to gledajo. In folk ne ve zdaj, komu bi zaupal, ne. Vsi so kao pošteni, vsi so hkrati grdi, vsi imajo prav, vsi nimajo prav. A veš, in to je namen teh zdaj novodobnih načinov, ki jih dobivamo iz zahodnega, predvsem ameriškega sveta, ker so vsi mediji več ali manj v lastništvu enih korpo firm in magnatov, ponovadi so vsa orožarska mafija v zadnji. No, ne mafija, ker to je tam vse uradno, ne, in tam je biznis in zato so vojne po svetu. In zdaj tlele v Slovenija 2 milijona smo zmedeni, a bi šli raj biti sodelavci z veliko korpo, ali bi vse malo te neke tradicionalne vrednote obdržali kot posledica nekega starega sistema, ideologije, ne, pa oni pravijo, vse ta stara ideologija komunizma ni delovala, lejte, koliko so nas oni dol tlačili. Ja, sam naša otroštva so bila dosti lepa, mi teh grdih stvari nismo videli, dobro, ni bilo skozi bencina, pa pomaranč po zimi, ali kdaj po leti, ne, ampak ni bilo pa tudi take zmede, ne, na nek način, ne. Zdaj pa, kakor vse je dovoljeno, vse je možno, noben ne prevzema krivde, tudi če krši, ne vem, ustavo, še predvsem tako ful je zmeda, ne. A te to moti, Ja, te ful to me zabava? moti. A te zabava? Ne, jaz se po eni strani se probam ful ne ukvarjati s temi rečmi, ampak ker spremljam social media, ne gledam TV pa radija, pravzaprav ne poslušam veliko razen v avtu, ko vozim ali pa tako. In ker te stvari so zelo moteče. Prav njihov namen je, da motijo ta lep, mirni način življenja, ne. Zato po svoje tudi razumem neke ljudi, mogoče z dežele, ki ne spremlja stvari, pa se pa zdi, da volijo onga, ki malo bolj ponehal zavija, pa jih bolj, zato ga njega vsaj mislijo, da ga razumejo. Ja, ampak ni res, ekipca, ne. Mi, ki smo z mesta, pa mogoče malo spet drugače govorimo, ne pomeni, da smo mi zato butasti, ne, ampak prostite izrazu, ne, zdaj, se ne navijam, ne za levo, desno, v bistvu bi bila ena zdrava sredina, ki je res ni, ne. Pač zdaj jaz prihajam iz Kranja, ki je taka manipulacija politična vlada, da mi je grozen s tem človekom, ki je zdaj tam pa tam, ker je. Tako da opazi se to, ne, v naših življenjih, ne. In pa, kad enkrat bencin zdaj cenejši, tako, ful
kako je zdaj to? Zakaj pa prej ni? In to je vse mede, ne? Vse to te v bistvu potem tudi pripravi do tega, da si narediš kakšen zapisek, zabeležko in potem to preliješ. Sem pa kaj naredim komad, ne? Ja, preliješ v besedilo. Zdaj recimo komad, nov komad, mogoče tale, ki ga bom zdaj slišal, sem imel že nekaj časa v predalu. Ne vem, ne spomnim se točno, zakaj je nastal. Ker nastal je en dan. In ker je letos 150 let rojstva Ivana Cankarja, sem tudi sklenil ali ta komad, da če ga kdaj naredim, ga letos naredim in objavim. Je pa neka taka satirična verzija, kako Ivan takrat v tistih časih razmišlja, ampak to je res basic moja verzija, najmanj bene zamerke, prav študiral te stvari. Rečemo, da je to moja ljudska pripoved in neko videnje, povzetek, kako je s Cankarjem sem danes, ne, prijatelj. Ja, potem pa predlagam, da ker slišimo ta komad, gre za premiero pravzaprav, ne? Vrhnika. Lepo prosim. Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati. Kuhaj mati, kavo mati, zgodbe moram zapisati. Please listen carefully. Slišiš to na radiju? What is this crazy rock and roll music anyway? All systems are a go. Vrhnika, vrhnika, tudi Cankar bil doma. Vrhnika, 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 tudi Cankar bil doma. Vrhnika, vrhnika, Tam nekoč model pod klancem, ko še ni bilo veganov. Bili so sem in tja Hrvati, Istrijani, Cankar mati. Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati. Kuhaj mati, kavo mati, zgodbe moram zapisati. Grem v Ljubljano, pičam peš, po droge hiter veš. Moja sestra mi drži, ajde mati, ne še ti. Vrhnika, vrhnika, tudi Cankar bil doma. Vrhnika, 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 tudi Cankar bil doma. Vrhnika, vrhnika, Peš grem večkrat v Ljubljano, ker pod klancem se zaspano. Kaj pa če se preselim, v mestu si nov life letim. Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati. Kuhaj mati, kavo mati, zgodbe moram zapisati. Kje bi živel, je kakšna ideja, a v celo sklada tudi odeja. Soba Freje gor na hribu, z Rožnika bom sedel vidu. Vrhnika, vrhnika, tudi Cankar bil doma. Vrhnika, 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 tudi Cankar bil doma. Vrhnika, 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 tudi Cankar bil doma. Vrhnika, vrhnika, Vrhnika,
Vrhnika in Recycleman, dala je gol, nedeljski gost Vala 202, artist, umetnik, reper, DJ. Mimo grede obslišani, a ustvarjanje literature, pisanje knjig, to te pa še ni zasačilo? Ne, je pa dejstvo, da je napisan scenarij za celovečerni film. Kaj pa bolj zabavne satirične sorte, spet satira, ne, pač ni humorno, ampak je tako zafrkljivo. Ja, če mi bo uspel, morda celo drugo leto začnemo s snemanjem, pa da vidim, če mi rata celovečerni film. Taka dramica je, upam, da zna biti gledljiva s dosti simpatičnim folkom in ekipo. Ker ni nujno, da bo to kdaj ven prišlo in ogledali svet, tako da ne bi zdaj preveč o tem sploh. Naslov je Vsi so krivi. Je pa tekst, tako da sicer producenta naj bi imel. Film te zelo zanima, ne? Zelo in me vleče v te vode na dolgi rok. Imam ful idej za zgodbe. Je pa res, da veliko denarja zahteva film. Dobro, ne? ampak veliko več kot recimo, ne vem, ustvarjanje glasbe zdaj v tem času, ko v bistvu sam lahko že narediš komad od začetka do konca. Izjemno je, da zdaj z novo tehnologijo lahko delamo v bistvu orkestralno glasbo, če želiš, ne, ali pa če želimo, oziroma lahko narediš cel album doma, sem doma v studiu, v svojem prostoru, karkoli. Ampak še zmer povabim ponovati sodelavce, ne, ker nisem instrumentalist, znam pa z miško dosti poklikati stvari. Če omenjam... Ampak to je bil odgovor, nisem pisatelj knjig, sem pa zaenkrat na scenarijih delam. Ampak če omenjam film, pa recimo ta sredstva, ki so res enormna včasih za filmsko umetnost. Ne? Ja, kako je s tem? Jaz sem začel se preživljaš kot DJ, ta trenutek. DJ pa reper, Jaz dejansko skozi se financiram z glasbo. Mogoče takrat smo v Indiji živeli še majčkeno drugače, takrat sem to začutil, da imam ta passion do filma, ker so me odkrili kot čist navadnega statista. Potem sem prevzel tudi organizacijo statistov v Indiji, zato ker je lažje meni bilo dobesedno belce nabirati za tiste večje produkcije, ker belce v Indiji dobiti za dlje časa, nakup je malčkam bolj izziv, ker ponovadi delaš turisti, ki jih en dan, dva zanima iti na Bollywood, ne, da se malo pofotkajo. Ne moreš si pa več v svojih urnikih prvoščiti dlje biti, ne. Tako da za te, ki smo bili pa dlje, moraš jim pa ponuditi malo boljšo varianto, opcijo ali pa celo projekt, da jim je zanimiv. Tako da sem delal na res velikih projektih, to bi nama povzel vsaj 2 urni pogovor. Ampak omenil si Indijo. Leta 2006 si šel pravzaprav v Indijo in takrat si šel z mislijo, oziroma sta šla z mislijo, da bo šel zavedno. Zavedno iz Slovenije, kakor forever. Ampak tudi Indija se potem ni izkazala kot obljubljena dežela, ne, oziroma... Nisva jo toliko še poznala, ne, oziroma nismo jo poznali, ker nas je bilo kasneje tudi malo več, taka slovenska ekipa se je nabrala v Aurovilu, na jugovzhodu Indije, dežela Tamil Nadu. Eksperimentalno mesto prihodnosti, ne, vsaj tako ga... Hoče biti. Vsaj tako ga... promo je ful dober. Propagirajo, ne. Real life, še posebej zdaj so pa veliki izzivi, ker je indijska vlada kar malo pozabila, na kaj se gre in se predvsem vmešavajo notranje zadeve Aurovila, tudi neke hude demonstracije, neka drevesa so rušili, ker odločili so se do ene gradnje, ki so bile prav tako, ne, kot je eksperimentalno mesto za razvoj za naprej. Da so kao črne gradnje. Tako prav res ne lepo. In tudi ti pravzaprav na koncu res nisi imel dobre izkušnje, pravzaprav si zaradi tega... To je bilo vmes, zdaj že 10 let od takrat. Tista oseba je šla pa v zapor zaradi česa drugega. A res? Taki ti je pravzaprav že stregla po življenju, ne, če lahko tako indirektno. rečem. Mislim, so kar... ne vem, koliko ima zdaj časa, da govorijo o tem, pa ne bi... Recimo minutko. Zapletli smo se z lokalno mafijo indijsko, dobesedno, in oni so se hoteli polastiti naše hiše tam dol, ampak ker smo nekako znali premeteno in novinarsko pristopiti k stvari in jih v bistvu razkrinkali na tak legalen način, posneli smo njihove in načrte, ker so verbalizirali sicer v tamilščini en večer prej, kako bi nas napadali, podtaknili jim bomo droge in potem bomo klicali policijo, potem bodo mogli zavedno iz Indije in potem bo hiša naša.
A veš, oni so sami se potunkali v svoj problem. Je bilo pa precej naporno zato, ker nismo videli takoj, a lahko policiji zaupamo, ker Auroville nima v svoji domeni policije in te ljudi so tudi del Aurovilla, pa jih pač kot nasilneže pol niso vrgli ven z mesta, čeprav je to prvo pravilo, ne, nasilje. Ker so pa oni domačini, jih pa nimaš kam vršt ven, ne. Oni so pač bili pač tam v sosednji vasi doma, pa še zmer bi ti lahko grozili. Tako da se nekako so se pol vse stvari umirile. Se pravim, jaz se raj ne vračam tam zaradi, da ne bi spet kaj koga sekiral, pa on mene dobesedno izsekiral ali pa izmačetil. Ja, je kar krvava je Indija pod kožo in nasplošno je zelo veliko nasilja je tazga, ker je tam, to pa je del kulture, veš, ker indijski filmi so zelo krvavi in nič ne šparajo gledalca in ful kaže te stvari. In se preslikava življenje. Ne? Ja. Praviš, da te je Indija v bistvu, se film je preslikava življenja nasploh, razen če gre res za ne vem kakšno fikcijo. Ampak praviš, da Indija te je, če te je kaj naučila, te je pa naučila potrpežljivosti. Vsekakor, ker jaz mislim, da v Indiji niti ne bi tako na tak dolgi rok preživel ali pa če ne bi imel potrpežljivosti, tako fejst razvita ali pa sprot to gojil. Prvo, Indija je toliko drugačna od Slovenije, mislim, mene je fantastična Indija drugačna. Polna barov, polna okusov, polna vonjav, mislim, govorim do dobrih vonjavah. Indija je res tista, če hočeš preteklo začutiti v lifeu, pa ne govorim, da je samo v Indiji to, ne vem, jaz nisem bil v Afriki, v Južni Ameriki še, ampak Indija je tista mati stara, te templi, ne, a veš, so templi, ki niso spremenjeni po 500 do 700 let, ne, in je čist drug občutek, kot če greš, ne vem, v Ljubljani na grad, pa se fantaziraš, kako je bilo nekoč. Ne, to je malo drugače. Tam pa res začutiš tisti vibe starinski, ne, in marsikjer kraj je tak, kaj je bil. Kljub temu, da imajo mogoče telefončke, pa motorje, ta hude zdajle, ker v Indiji so motorji močna. Industrija, ker je vroče, pa pol v bistvu nočeš v avto sedeti, pa klima kurt, pač si zunaj na vetru, pa tako. In je to en čist drug način življenja, da angleščina je obvezna. Zraven Auroville je po francoščino ime, Auroville, in je tam bivša francoska kolonija, zato je tam mesto Pondicherry zraven, Pondicherry. Tako da sem se jaz tudi malo francoščina nekako navlekel in pol me zdi tle v Sloveniji tako tle je bila druga svetovna vojna, pa mi smo se pri tem problemu zataknili. Ne govorimo nič o Avstro-Ogrski prej, nič ne govorimo, da je bilo tle francoske province so bile, sicer na kratk, ampak da je prišel Napoleon, rastur scene, naredil celo ene dobre stvari, uvedel je šolstvo obvezno, neke grofe je vse razrešil davkov obveznih plačevanj, hkrati je pa vse boj se vrgel v obvezno vojsko, ne. Až, so bili in plusi in minusi, ne. Ampak o tem pa ne govorimo, ne. Ali pa v Rimljanih, kako so nam hudo naredili. Ja, pa sej mi smo vsi to zmiksani, ne. Sej ne vemo, kdo. Až Slovenc ni zdaj kar Slovenc z Dolenjske ali pa z Gorenjske. To je vse premiksan, ne. Zdaj si lahko poslušalke in poslušalci ustvarijo sliko, kako razmišljaš, kot da bi metal pikado. Ne? Ja, ful antropologije. Če govoriva, recimo, če sem prej omenil Indijo, pa pač nažalost nimava časa, da bi razvila zdaj to zgodbo na daljši rok, ampak mnogi gredo v Indijo, ne vem, iskati sebe, pa mir. Meni se zdi, da si ti zdaj v enem obdobju v Kranju pomirjen sam s sabo. Ja, prav zares. Pomerjam pa hkrati, če kaj treba... Zaradi Indije ali nasploh zaradi vsega, kar... Ne, meni se zdi, znam živeti sam s sabo. Vem, kdo sem, kaj hočem, kam grem približno, kaj me zanima in desno, levo, korak za korakom, ne. Včasih furam hit, pol lagano moram čakati. To so te moji teksti, v katerem v bistvu in sebi govorim, kako je... Hkrati pa mogoče nekomu, ki je mlajši in zdaj, a veš, po 30 letih resne karijere, mislim, zabavne, pa vendar odgovorne karijere. Veliko ljudi, vsaj pol reperjev na sceni repa, zato ker je slišal, da se da.
Ampak slišal so par men. Tudi Klemen, ki je prišel takoj za mano, pa ga ful citirajo zaradi Klemna. Ja, sam je on par men videl. A veš, to je zdaj, če tam ego napihnem, ne bi repal, ali pa ne bi repal tako hitro, pa še ful dolgo je trajalo, da so prišli, ne? Kje je bil pa folk prej? Ne? Prvi je mogel punk propadati, pa ne, až tako. Tako da nekaj sem naredil v lifeu. Skratka, pomirjen si sam sabo, imaš načrte, kar na nacionalki razlagam ene stvari. Si na Valu 202, ki te je pravzaprav zdaj sem na RTV, par mojci Mavec v praznikih budističnih, pa take, ni da ni. Je pa lepo, da se je končno začel, ker se mi zdi, da kar nekaj časa je bilo tako mal sem bil prezrt, zato ker rad povem. Za Sloveniji pa, če kdo malo preveč pove sproščeno stvari, ki jih folk noče slišati, pa so resnične, in pa ga pa boš, da gre ne povama, ne. Mi imamo radi ljudi, ki povedo. To je pravzaprav podstat hip-hopa, se sva že začela s tem. Tako, ampak čisto na kratko še eno stvar je treba omeniti, mnogi mogoče ne vedo, sploh mlajši, da si bil v mladosti izjemno uspešen skater, tudi sovoditelj takrat kultne TV oddaje Skate TV. Res je. A še kaj skejtaš? Ne to, kar bi si želel, zato ker sem imel dve resni poškodbi, pa glede na to, da veliko koncertiramo z bandom, sem si rekel, da ne smem biti poškodovan, pa tako. Rajš ne pretirano zdaj, ampak skozi pa sledim, tako da lani sem imel celo možnost, ko je bila olimpijada v Parizu, a bilo to že predlani. So komentator, ne? Bil sem sokomentator ženske tekme sicer. In ba je celo predsednica Nataša Bučarja, kaj že? Pirc Musarjo je Bučarje od SFC-ja. Pokomentirala tisto tekmo, da je bilo blazno zanimivo, kaj je ta napovedovalec biti toliko angažiran. Pravzaprav vse skupaj je ena taka čudna pot. Ja, njej bi dal še eno čestitko za tole Free Palestine zastavo rešitev včeraj. Hvala. Za konec, preden greva na omenjeno čudno pot v tej skladbi, ki mi je res zelo, zelo pri srcu. True story, resnična zgodba je. Res, omenjaš ene fante iz Amerike, ki so prišli k nam pet, gre za kultne Beastie Boyse, februarja 95 so bili v Ljubljani, koncert so imeli, ti si bil pa kot ali en takrat predskupina Beastie Boysov, a na to kljub 6. albumom pa ostalim podvigom, o nekaterih sva govorila, o nekaterih bi lahko še govorila, gledaš kot na vrhunec kariere vsaj do sedaj? Ne, takrat pa ja. Takrat je bilo pa uspel sem, to, kva je predskupina od Beastie Boys, to se mi je zdelo, to je pa res hodal. Pač bil sem velik fan, se sem še zmeril, ampak takrat, ko si, ne vem, ko sem 21, 22? Pa 22. Takrat sem bil že 22 najbrž. Imel sem rojstni dan. 2 dni prej sem rojstni dan, ja. To je še v besedilu, ki ga bomo zdaj le slišali. Ja, takrat se mi je zdelo tako res dober delam, ne. Zdaj pa so različne stvari, ki so dosežki. Torej, vrhunec je še pred tabo. Vrhunec je, da sem v srednji šoli frendu rešil življenje, da ni padel z terase 6 štuka pijan. Sem ga ujel z hlačnico, on je bil že na drugi strani. Kakšen vrhunec pa še prihaja. Lani je imel pa 50. rojstni dan, sam nisem mogel iti. Dale, kakšen vrhunec pa še prihaja, verjetno. Ja, upam. Film. Super. Dale je gol. Hvala za tale nedeljski pogovor. Srečno. Hvala enako, lepo zdrav sem poslušalcem. Greva na čudno pot. Poslušajte funky rap. Čudna pot bila je to, šli smo zgodaj zvečer in švicali močno. Himca kupoval avto, Opel Senator, na pot za evropski tur, pod Ljubljane na sever, začela je v torek, ravno na pustni večer, a polnoči postal sem zaspan. Imam pravičilo, prej sem imel rojstni dan, 3 dni, bo še večji koncert. Ko eni fantje z Amerike prišli so k nam pet, Boža vdekala v redu, če dobro se spomnem, nismo šli proti Bledu, smer bil je ljubel. Ko naenkrat mi avto postane hotel, motel in v megli se spomnim leto sred Avstrije, zaspal sem močno. Fan, radi avtoban, fan, zadani Ljubljan. Fan, radi avtoban, fan, idi Amsterdam. Pot je trajala vsega 3 dni, a
A takim mutantom, kot smo mi, se marsikaj zgodi, sploh če grejo na sever. Tja v smer, kjer piha amsterdamski veter, primer sred poti zabluzijo močno. Na nemški magistrali verižno trčimo, avto je zapešten kot kurva in idi na mestu. Prasica noče zakurblat, ko tehnično zanimivost povem, da v avtu mičo to pas ostane nerazglašen problem, ker naenkrat se pojavi model. Hoče 100 mark, da nas potegne hotel. Model, to je bil Bruno Rizzo, mehaniki nas in ambasadorja potegnuje žico. In na tej točki, ker naenkrat je bilo jasno, kaj vprašaj, da zajebali smo krasno, jasno. Fan, fan, na di autobahn, fan, fan, sada ni Ljubljana. Fan, fan, na di autobahn, fan, fan, in di Amsterdam. Hotelu se je rekala Flugplatz, mi smo že vedeli, da Amsterdam ukurac. Druga noč, tako je za nami, nas zmakali vsega, hrana ostala v Ljubljani, prmami, skoro smo morali v McDonald's, laupa čez polje, po raznih kemičnih gnojilih smrdelje. To vzdrane, kemično gnojenje, zaradi metne hrane skoro sem za dušo življenje. In kako ste končali, me vpraša prav vsak. Easy, šli smo na vlak, PS, vsaka zgodba ima svoj epilog. Tako naj povem in so ta bolu je zob, bil je obok celo pot, nič občutil se je dober, se je bazgor po vlaku, prenašal k žogo, futbal, jaz pa ladja ko pluje in soseda pristan. Nova zgodba, šel pa dalje, nov dan, Ljubljan. Fan, fan, na di autobahn, fan, fan, sada ni v Ljubljan. Fan, fan, na di autobahn, fan, fan, in di Amsterdam. Fan, fan, na di autobahn.